o javnih financah, vendar žal podatki in informacije kažejo, da je težko govoriti nekaj lepega o javnih financah, če gredo stvari v napačno smer. Napačno smer gredo predvsem zaradi tega, ker dejansko ni uveljavljeno fiskalno pravilo, zaradi tega, ker ni uveljavljeno fiskalno pravilo, je primanjkljaj same države, tukaj mislim država v širšem smislu po metodologiji ESA 95, večji, kot je bil v enakem obdobju lanskega leta, če primerjamo tretje četrtletja. Takšni trendi pa se nadaljujejo tudi v četrtem četrtletju leta 2014, kar z drugimi besedami pomeni, seveda, da so ti podatki zaskrbljujoči in da tukaj lahko vidimo še večjo pomembnost, da se uveljavi fiskalno pravilo oziroma določba te ustave. Zdaj, žal je zakon o fiskalnem pravilu neusklajen, da tako rečem. Mi smo tudi zelo negativno presenečeni, da je bil zavrnjen zakon o fiskalnem pravilu, ki ga je predlagala Slovenska demokratska stranka. Obravnavan je bil v prvi obravnavi, navsezadnje bi ga v nadaljnjih obravnavah lahko dopolnili, skratka lahko bi naredili skupen izdelek, ki bi bil v zadovoljstvu vseh, predvsem pa bi bil v dobro države, skratka, da bi država dejansko trošila na realnih temeljih. Žal se temu to ni zgodilo v mesecu decembru. Vlada je sicer prišla z svojim zakonom, vendar moram tukaj poudariti, kot sem že večkrat poudaril, da gre tukaj za konceptualne razlike med predlogom Slovenske demokratske stranke in vladnim predlogom, predvsem glede tega, kdo določa, kdaj se fiskalno pravilo uporabi in kako se uporabi. Vlada ne more to sama sebi določati, tukaj menimo, da mora seveda to biti določeno zelo eksaktno, na podlagi podatkov in na podlagi določljivosti. In drugo je seveda odgovornost glede neizvajanja fiskalnega pravila in tukaj menimo, da bi seveda tudi zakon moral opredeliti, kdo je odgovoren, če se to ne izvaja in kakšne so dejanske posledice. Zdaj, tukaj jaz, če se vladni predlog ne spremeni in ne bo spremenjen v tej smeri, pač ne vidim, da bi Slovenska demokratska stranka dala podporo za ta zakon. Kot vemo, pa je tukaj potrebna dvotretjinska večina. Zdaj, jaz sem že na začetku omenil slabe podatke, predvsem glede primanjkljaja v tretjem četrtletju. Ti podatki so bili objavljeni med prazniki strani Statističnega urada Republike Slovenije in tukaj pač lahko ugotavljamo, da je v tretjem četrtletju prišlo do tega, da je primanjkljaj ocenjen na 4% bruto družbenega proizvoda, kar z drugimi besedami pomeni, da je to daleč od tistega, kar smo obljubili in kar smo želeli in kar vlada dejansko načrtuje. In tukaj seveda v teh podatkih, v tem podatku niso vključeni izdatki zaradi finančne krize, se pravi zaradi bančne krize. To seveda pomeni, da enostavno mi tudi ocenjujemo na realnih osnovah, da se ti trendi iz tretjega četrtletja nadaljujejo tudi v četrte četrtletje in da seveda to pomeni nadaljnje zaostrovanje finančnih razmer. Zdaj, zanimivi so seveda tudi podatki o zadolževanju. Tukaj moramo seveda povedati, da ne vidimo dodatnega razloga, da se je zadolžitev države povečala v letu 2014, če zaključimo z
mesecem septembrom na skoraj 29 milijard in da se je povečala v bistvu za 8 milijard v enem letu. Tako da jaz menimo, da je to nepotrebno in da bi se dejansko tudi neto zadolževanje moralo začeti zmanjševati. Ravno tako ne vidimo nobenih razlogov, da se je država zadolžila v mesecu decembru še za dodatno milijardo, s tem, ko je izdala 10-letne obveznice, ob tem, da je po naših podatkih zadosti denarja na njihovem računu, da bi lahko to vrnili, da bi lahko tekoče obveznosti vračali. Zaradi tega menimo, da je nesmiselno, da tudi, bom rekel, na nek način nestrokovno, da se dodatno zadolžujemo, čeprav moram tukaj seveda reči, da so ugodnejše obrestne mere, namesto, da bi dejansko vrnili denar. Zdaj, če govorimo o proračunu oziroma o rebalansu proračuna za leta 2015, ocenjujemo, da bo vlada uskladila ta proračun na silo, z večjo ali manjšo silo v koncem meseca januarja, da bo proračun verjetno sprejet po postopkih državnega zbora v mesecu februarju in začel verjetno delovati v mesecu marcu. Vendar tukaj po naših ocenah se bo pokazalo verjetno premajhen delež oziroma pogača z tega proračuna za ceste in skrbi predvsem to, da se zmanjšuje varnost na cestah, zaradi tega, ker pač država ni sposobna popraviti cest, mostov in tako naprej. Mislimo, da je seveda to varnost je ena izmed prioritet. Hkrati je nesmiselno, da se je že v letu 2014, koncem leta 2014, pač sprejel sklep o zadrževanju proračuna za leto 2015, kar z drugimi besedami otežuje poslovanje javnega sektorja, se ni možno podpisovati letnih pogodb, ki so v bistvu že določene. Tisto, kar skrbi in kar so odprta vprašanja v zvezi z proračunom oziroma rebalansom proračuna za leto 2015, so tudi naslednja vprašanja. Prvič, kaj se bo zgodilo z statusom SID banke, Slovenske banke, v okviru metodologije ESA 95. Kot je bilo objavljeno in kot verjetno že veste, gre za to, da seveda Evropska komisija, Evropska regulativa, Evropski statistični urad seveda želi, da se poslovanje te družbe vključi v metodologijo ESA 95. To bi seveda za Slovenijo pomenilo veliko večji primanjkljaj in veliko slabši podatki za državo. Zdaj, tukaj pa je seveda treba pogledati na samo vsebino. SID banka je v 100% lasti države, to dejansko drži in če so nekatera podjetja obravnavana po tej metodologiji, je seveda verjetno težko obravnavati takšno banko drugače. Dodatno vprašanje je seveda, kako pokriti zneske, ki jih mora država plačati na podlagi odločb Evropskega sodišča za človekove pravice. To so odhodki povezani z varčevalci Nove Ljubljanske banke in z izbrisanjem. Mi ocenjujemo, da bodo ti odhodki bistveno spremenili javno-finančno sliko države in jo tudi bistveno zaostrili. Tudi zneski, o katerih se bo verjetno treba pogovarjati, tukaj so seveda odprta vprašanja obresti, bodo enormno visoki za slovenski proračun in za slovenske davčne davkoplačevalce.
Tako da seveda mi menimo, da je ne glede na to seveda potreba vključiti vse te odhodke v državni proračun. Na drugi strani pa bomo v Slovenski demokratski stranki zelo natančno spremljali vse postopke, ki jih bo vlada naredila v povezavi z zakonom o izvrševanju fiskalnega pravila in seveda proučili seveda tudi vse možne posledice. Tukaj bi rad omenil tako ustavno obtožbo vlade, ker tega dejansko še ni storila, kot seveda tudi presojo ustavnosti proračuna oziroma rebalansa proračuna za leto 2015, če seveda ne bo v skladu z fiskalnim pravilom. Kajti tukaj moramo vedeti, da je bila ustava jasna, tudi glede časovnice, kdaj ne bi proračun za katero leto, sploh za leto 2015, ne bi proračun že vključeval fiskalno pravilo oziroma določbe ustave iz fiskalnega pravila. Tako da žal čakamo tudi na neko strategijo, neko ekonomsko politiko, ki ne bi jo vlada pripravila za leto 2015, seveda vključno tudi z prihodki, ki ne bi šli iz prodaje državnega premoženja oziroma privatizacije, pač ta status quo oziroma to, da se v bistvu nič ne dogaja v zadnjem mesecu na temeljih javnofinančnih področjih, jaz mislim, da ni dobro.